Medtem, ko politiki razmišljajo in predstavniki strank razmišljajo, bi se jaz še enkrat zahvalil vsem vam, ki ste prišli danes tukaj sem, vsem vam, ki razumete, kako pomembno je aktivno državljanstvo za zdravo demokracijo. Rad bi vam na kratko predstavil, kako bo danes tole izgledalo. Najprej bomo imeli en krog, ko bosta Filip in Gaja zastavljala vprašanja, ki so jih pripravile strokovne organizacije in članice Glasu ljudstva. Mogoče ne veste, večkrat radi poudarimo, več kot 100 nevladnih organizacij, iniciativ, skupin, društev in neformalnih organizacij so članice Glasu ljudstva in smo njih zaprosili, da iz svojih področij nam posredujejo neka ključna vprašanja, ki se njim zdijo pomembna za naslednja 4 leta. Tako da to bo prvi krog, bodo vprašanja teh strokovnih organizacij. Drugi krog bodo vprašanja, ki smo jih prejeli že naprej od državljanov in državljank, volivcev in volivk. Gaja bo dvignila škatlo in demonstrirala. Dobili smo več kot 150 vprašanj že vnaprej. Majčkeno smo jih selekcionirali, da se ne ponavljajo več, da smo izbrali tista, ki so najbolj taka v tarčo. In potem boste vi tudi žrebali, ti, ki ste v publiki, nam boste pomagali žrebati ta vprašanja, da bo resnično, da bodo ta vprašanja, kako bi rekel, od ljudi za druge ljudi, ki pa želijo postati vladajoči politiki. In pa še zadnji krog, bojo pa dejansko vprašanja vas, ki zdaj to gledate v živo, in tudi tistih, ki spremljate to od doma. Imamo tudi v živo, prenašamo na 3 platforme, več 100 ljudi spremlja tudi od doma, zdaj že to v živo, kakšni si bodo potem tudi kasneje lahko gledali posnetke. In za vse vas vam že zdaj povem, da lahko na telefonsko številko 071 546 796 nam pošljete vaša vprašanja za politike, ki so tukaj prisotni, za stranke, ki so tukaj prisotni. Lahko so vprašanja splošne narave, lahko pa tudi targetirate enega izmed danes tukaj sodelujočih in pripišete, za koga je to vprašanje. Tam imamo celo ekipo z laptopi, ki bo vsako sporočilo pregledala in poskušala zbrati tiste najbolj zanimive, ki še niso bile vprašane, in potem bomo v zadnjem krogu tudi to vprašali. Še za sodelujoče en manjši par napotkov, ki jih imamo, in sicer pred vsakim krogom bomo napovedali, koliko časa imate na razpolago. Ko vam bo čas začel potekati, boste dobili najprej en zvonček za opozorilo, ki ste ga slišali zdaj. Ko vam bo čas potekel, boste slišali 2 zvončka in potem pokličemo specialce, da vam vzamejo mikrofon in gremo naprej na naslednjega, ki jih imamo v zadostnem številu, tako da, kot vidite, smo varni tudi danes tukaj na Trgu Republike. Mislim, da je lepo tudi od policijske uprave Ljubljana, da nam je poslala nekaj policijskih teh sil, samo zato, da nam mogoče malo, da nas spomni tudi na ta čas pred 4 leti in da nas mogoče opomni na to, kakšen bo lahko čas že čez en mesec ali pa čez 1 leto ponovno v Sloveniji. Tako da hvala policijskim enotam, da so tukaj z nami, da nas spominjajo na to, da je ta trg nekoč bil zaprt za branje ustave, zaprt za kakršnokoli politično delovanje, celo z dežnikom. Če si imel na dežniku transparent, te je policija ustavila pod prejšnjo vlado, pod tega, hvala Bogu, ni, in upamo, da tudi pod naslednjo tega ne bo. Imate zelo pomembno za predstavnike strank, imate 2-krat, kadarkoli, imate pravico na 2 repliki. Ko nekdo nekaj pove, v katerem koli momentu lahko izkoristite, rečete replika in imate svojo repliko 30 sekund. 2 repliki, razmislite strateško, jih boste šparali do konca, pa pol unovčali ali vmes. 2 repliki imate možnosti. Odgovori pa prosimo vas, tukaj nimamo potrpljenja, na srečo velemojstra v nevsebinskih odgovorih ni danes z nami. Pričakujemo od vas, da ste kar se da konkretni in stvarni, in če ne veste, kaj bi povedali, pa če nočete odgovoriti, boš, da to poveste, ker pa da nam čas teče. In tiste še nekatere stranke, kot sem rekel, imajo več kandidatov, pa se lahko potem vmes zamenjate ali pa si sami med sabo nekako podajate. To je pač ta prednost, če vas več pride.
To je to, kar se tiče uvoda, seveda, zdaj pa mogoče predstavitev vseh, ki so danes z nami tukaj. Z nami je, če se ne motim, če se bom kaj zmotil, me boste popravili, gospod Škof iz stranke Zelenih in stranke Generacij, če lahko pokažete, kar ta tudi napis, evo. Potem je z nami gospod Prebilič iz stranke Prerod. Potem je z nami tukaj iz AZAS-a je z nami Žiga Božič, imel sem napisan, da vam všeč. Zato sem in že opremljen z mikrofonom celo. Potem je z nami Miha Kordiš iz Mi socialistov, z svojim klubom je prispel. Potem je z nami gospod Štromajer iz Socialdemokratov, pa Tereza Novak iz stranke oziroma iz Gibanja Svobode, +1, in pa z nami je tudi iz Piratov je z nami Radko Stojiljković. Bong, evo, to je že povezovanje vere in politike, ja, v redu. In pa Nataša Sukič in pa gospod Macerl iz Levice in Vesne zelene stranke skupaj. To so te, ki so z nami. Mogoče v interesu fotografov, lahko vsi pokažete samo svoje imena svojih strank istočasno, da lahko dokumentiramo ta zgodovinski trenutek in da se vidi, kdo je bil tukaj z nami. Poglejte, kakšen interes je tudi med publiko, da bo dokazal to svojim vnukom in pravnukom. Kako je bilo, ko smo živeli v demokraciji in smo imeli take shode na prostem? Koga? Doktor Premka nisem omenil, se opravičujem, Glas ljudstva me je opozoril, razumem se, doktor Premk. Z nami danes pa so tudi še na posebni mini tribuni, tukaj poleg mene, tisti, ki ste odzadnji, mogoče ne morete videti tako zelo dobro, so pa tisti politiki, ki si pa ne upajo med ljudi, ki si ne upajo pogledati iz oči v oči, se soočati s kakšnimi težkimi vprašanji. In sicer imamo tukaj Janeza Janšo iz stranke SDS-a, imamo zraven Anžeta Logarja, seveda sedita en zraven drugega, iz SDS-a, iz Demokratov, imamo predstavnika Nove Slovenije in imamo predstavnika tudi Zorana Stevanovića, ki sicer pa je se rad gibal na tem trgu tudi nekaj časa nazaj, ampak danes ga pa ni tukaj. Tako da to so pa te, ki pa si ne upajo soočiti z ljudstvom. Še en aplavz, prosim, zdaj za vse predstavnike strank, ki so se odločili, da se bodo udeležili. Moram pa pač omeniti, to je pa pač zdaj tudi nam mogoče v razmislek, da seveda pred 4 leti smo imeli tukaj, so bili skoraj, oziroma če se ne motim, so bili vsi predsedniki strank tukaj, danes pa ni vseh predsednikov vseh strank tukaj in ne bom tega komentiral, lahko pa pač se mi zdi pa, da je pomembno to tudi omeniti in imeti to tudi v mislih. Kakorkoli, jaz mislim, da to ne sme na kakršenkoli način nas odvrniti od tega, da bi šli volit ali pa demotivirati. Mislim, da danes, kar me pa veseli, je to, da glede na to, koliko nas je bilo pred 4 leti, pa koliko nas je bilo tudi na soočenju za evropske volitve, pa za županske volitve, vidim pa, da Glas ljudstva oziroma aktivni državljanki pa ste prišli danes sem in ste se udeležili v zajetnem številu, tako da nisem pesimističen glede prihodnosti in predlagam, da kar začnemo. Gaja in Filip, Gaja Brecelj iz Umanotene in Filip Dobranič iz organizacije Danes je nov dan. A ste vi inštitut, Filip? Smo iz inštituta Danes je nov dan, sta tukaj z nami in bosta prevzela zdaj zasliševanje. Ok, za ogrevanje imamo eno vprašanje, na katerega odgovor naj bo zelo kratek. Za vse je enako, tako da lepo prosim, če spravimo tu mikrofon kar na začetek, pa lahko gremo po vrsti. Vprašanje je, kdo je vaš največji politični vzornik ali vzornica? Vseeno, doma, v tujini, živ, mrtev. Ni nujno, da je politična oseba. To sem že enkrat povedala.
Nova enota in sicer Tito Nero Nasser. Hvala lepa. Kar naprej. Vsi mladi aktivisti, vsi aktivisti, vse aktivistke, predvsem moji pirati, ki so svoj čas, svoje mladosti dali, da so skupaj z nami in za mlade, za vas sestavljali svoje volilne programe, se udeleževali raznih protestov in poskušali spremeniti svet na bolje. Žal Hvala pa lepa. politikov med vzorniki ni. Hvala lepa, kar naprej mikrofon. John Lennon. Ljudje, ki se borijo za svoje pravice in to tudi naredijo na volitvah. Ja, ni treba mikrofona dati naprej, pa sam, dajmo se od zdaj naprej držati, da ima ena stranka en odgovor, tudi če ima slučajno dva človeka. Kar naprej. Bernie Sanders. Takrat, ko sem za zaprtimi vrati parlamenta Josip Broz Tito, takrat, ko sem na ulici Vladimir Ilič Lenin. Tukaj se dosti strinjam s določenimi kolegi. Ja, definitivno Josip Broz Tito. Nelson Mandela. Jaz bom pa govoril, da Janez Drnovšek, ker je bil edini sposoben povezovanja v Sloveniji. Super, najlepša hvala. Zdaj gremo pa naprej. Prvič boste odgovarjali za ja ali ne. Dvignite napis čim više. Na eni strani je zelena kljukica, na drugi strani je rdeč križec. Zelena kljukica pomeni ja, rdeč križec pomeni ne. Jaša bo pa še za stream in vse druge, ki morda tega ne vidijo, prebral vse vaše odgovore na hitro. Ampak kar začnemo, upam, da ste pripravljeni. Prvo vprašanje. Ali podpirate, da bi se morali o tako pomembni odločitvi, kot je članstvo v vojaški zvezi NATO in milijardne investicije v orožje, odločiti državljani in državljanke na referendumu? Torej, imamo skoraj soglasno podporo, razen SD, stranka Socialni demokrati ne podpira referenduma. In, Ok, gremo naprej. Ali boste uvedli... Socialni demokrati bodo razlagali, ker Svoboda, prosim, predajte mikrofon. Hvala lepa. sodelovati s temi mikrofoni, pa si jih podajati. Pokažite, da ste sposobni sodelovati. Za hrbtom za mano smo imeli to vprašanje nekaj mesecev nazaj. Tule levo od mene sedi stranka, ki je imela 41 glasov, danes je glasovala tako, včeraj je glasovala tako. Mi smo pač pošteno pred prejšnjimi volitvami povedali, da nismo za referendum o izstopu Republike Slovenije iz NATO in pač to povemo tudi tokrat. To, kar govorimo pred volitvah, počnemo tudi po njih. Hvala lepa. Mislim, da imamo še eno repliko. Ja, Svoboda. Svoboda predlaga, da Evo. referendum za izstop iz NATO. Da ni izglasovala. Sam pa se Še eno repliko Ne imamo, če boste vse prosimo. replik tako na začetku špari, to je tako kot jedrsko orožje, ne moreš tako vse Tak, iztrebiti. do tja ne pride. Evo, izvolite, izvolite. A bo kakšna replika ali ne? To je samo eno na celo. Dve imate. Dobro, bom pol spar. Ok, gremo naprej. Drugo vprašanje, ali boste uvedli davek na premoženje? Spet imamo skoraj soglasno, imamo pa stranko Generacije Zelene Slovenije, ki se niso za davek na premoženje. V redu? Ali bi obnovili nedotakljivost denarne socialne pomoči, torej da se vanjo ne sme poseči tudi v primeru izterjave dolgov strani države? Nekoliko bolj deljena mnenja. Gibanje Svoboda in pa stranka Generacije Zelene Slovenije so proti temu, da bi bilo nedotakljivo socialni transferi, da bi bili nedotakljivi. Ali podpirate skrajšanje delovnega časa na 32 ur na teden skupaj z ohranitvijo višine plač in vseh prispevkov? Ali imamo prvi soglasen, da? A lahko še pod vprašanje, ali boste to izvedli v mandatu, ki prihaja? Še vedno imamo vse, nikogar ni ga ustrahovala s tem pod vprašanjem. Odlično. Ok, hvala lepa. S tem smo zdaj zaključili s to rundo vprašanj s binarnimi odgovori.
Zdaj bomo pa začeli. Še nekaj, mogoče, če lahko povem. Namreč pred 4 leti in potem tudi na drugih volitvah smo imeli loparčke, da in ne, in potem smo slišali ogromno razburjanja za strani teh strank, ki jih večinoma ni tukaj, in njihovih sledilcev, kako je to grozen in kakšno poniževanje je to, da bi imeli politiki loparčke v javnem prostoru. Nam se pa zdi absolutno pač nujno, da so politiki sposobni reči jasen da ali ne na zelo konkretno vprašanje, in se nam zdi, da je to tudi nujno, da se take stvari v nekem javnem soočenju vpraša in potem jasno odgovori. Tako da to, da je povedano in da je jasno, ni loparčkov, so pa na drug način to izvajamo. Ok, k temu neloparčkanju se bomo še vrnili. Zdaj gremo na prvi sklop, torej vprašanja, ki so jih pripravili strokovnjaki in strokovnjakinje. Vprašanja so usmerjena direktno na specifične stranke, torej vsak predstavnik ali predstavnica bo dobil drugo vprašanje. Prvo vprašanje bo za socialne demokrate, da si lahko pripravite mikrofon. Imate 45 sekund. Vprašanje je pa, ali bi prepovedali vse oblike sodelovanja, torej uvoz, izvoz, investiranje ter druge oblike sodelovanja z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na okupiranem palestinskem ozemlju? Hvala za to vprašanje. Jaz osebno mislim, da bi to absolutno bilo potrebno narediti. Je se pa potrebno zavedati omejitev, ki se reče Evropska unija. Tako da moj apel bi bil, da Evropska unija na tem področju zavzame jasno pozicijo do Izraela in sankcionira tak genocidni režim, ki ga imamo v Bibiju Netanjahu, in se pač naredi vse možne pritiske, omenjen trgovinske, eden izmed njih, da pridemo do pravične rešitve teh držav. Okay. Hvala, gremo naprej. Alternativa za Slovenijo. Kaj bi naredili za izboljšanje duševnega zdravja v Sloveniji? Ali nameravate dopolnjevati zakon o psihoterapiji? Kaj bi naredili za izboljšanje duševnega zdravja v Sloveniji? Ali nameravate dopolnjevati zakon o psihoterapevtski dejavnosti in če ja, kako? Hvala za vprašanje. Zdaj, ja, seveda, to je veste, duševno zdravje je kar velik problem. In to vidimo, veste, kje je. V konfliktih, ki jih je vedno več. In ravno tukaj bi bilo treba res poskrbeti, da bi tako odrasli kot otroci lahko pravočasno prišli do tako imenovane psihosocialne pomoči. Vse imamo, samo, a veste, težava se pojavi, če dostikrat dejansko se ukrepa šele takrat, ko je že pozno, ko je že nekdo nastrada. Tako da ja, želim. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je za stranko Prerod. Dohodkovna neenakost je v Sloveniji bistveno nižja od povprečja Evropske unije, kot tudi povprečja OECD. Kljub temu pa imamo na številnih področjih kakovosti življenja občutno slabše kazalce, kot tudi trende. Konsenza o tem, kaj narediti z neenakostjo, v Sloveniji zaenkrat ni. Vprašanje je, ali bi vi neenakost povečali ali zmanjšali, in želimo si, če ste lahko konkretni, glede na to, da je vse v življenju kupčija, katere neenakosti bi povečali in katere zmanjšali. Zdaj, neenakost v Sloveniji, kot ste pravilno ugotovili, je nizka in jaz mislim, da mora takšna tudi ostati v prihodnje. Kar sam občutno pogrešam je, in to smo tudi predlagali, da bi davčno razbremenili predvsem srednji razred, katerega praktično v Sloveniji ni več. Govorimo o tistih ljudeh, ki so danes v 3. in 4. davčnem razredu in katerim želimo, da bi na koncu meseca ostalo vsaj 300 evrov. Zakaj o njih govorimo? To so mladi izobraženi ljudje, ki zatem, ko dobijo določeno plačo, izgubijo vse ostale prispevke, recimo plačujejo polni vrtec, ne dobijo otrok štipendij in podobno. In tukaj mislim, da treba razbremeniti ta srednji razred in tukaj bi radi pomagali, da tisti, ki so v tem razredu, ostanejo doma, so delovni in ustvarjalni. Okay, hvala. Naslednje vprašanje je za stranko Mi socialisti. Mikrofon. V Sloveniji vsako leto zaradi posledic onesnaženosti zraka prezgodaj umre 1400 ljudi. Kako konkretno boste poskrbeli za zmanjšanje emisij iz glavnih virov onesnaženosti zraka? To so majhne kurilne naprave in cestni promet. In še pod vprašanje, kakšno je vaše stališče v zvezi z novimi sežigalnicami odpadkov? Nove sežigalnice odpadkov na noben način ne pridejo v poštev, čeprav jih vladajoča politika ponuja in prodaja kot zelen ukrep. Niso.
To je ukrep za biznis, ki ne profitira na krizi podnebnega zloma. To kriza podnebnega zloma potrebuje pa resne rešitve, glede na izpuste, ki jih imamo. Male kurilne naprave pridejo šele na kakšno tretje mesto, najprej je treba zapreti T6, v avtomobilski promet je treba spraviti na javni potniški promet. Hočemo vlake, redne, točne, vlake, ki so povezani z avtobusi in ki se na drugi strani izkrcajo na javne kolesarske steze. Hvala lepa. Vprašanje za predstavnika ali predstavnico Svobode. Ali menite, da je treba stavko zdravniškega sindikata Fides, ki traja že več kot 2 leti, prekiniti, ker ni v skladu z zakonom o stavki? Kako nameravate ukrepati glede tega? No, vsekakor ta stavka v resnici že čisto predolgo traja in bi bilo, po mojem, zelo primerno od stavkajočih zdravnikov, da jo sami prekinejo, ker v resnici se borijo za svoj položaj. Nekaj ste zgodilo, dajem svoj mikrofon. Nekdo je kabel na vrh, prignil. Ki bo trajala manj kot 2 minute. Kibernetski napad. Kibernetski napad, ja. Že dela. Na socialnih omrežjih smo še na zvezi, niso nam ukinili dostop do socialnih omrežij. Evo, Jaz ponovil vprašanje. pač ni bolj konkreten odgovor. Ali menite, da je treba stavko zdravniškega sindikata Fides, ki traja že več kot 2 leti, prekiniti, ker ni v skladu z zakonom o stavki? Kako nameravate ukrepati? Jaz menim, da bi predvsem mogli zdravniki sami to stavko prekiniti, zato ker se ne borijo za nas paciente, ampak se borijo izključno samo za svoje boljše položaje, višje plače in skratka zase. Naslednje vprašanje je za listo Levica in Vesna. Kako bi se po vašem mnenju morala na ameriški in izraelski napad na Iran odzvati Slovenija? Je bila reakcija Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ustrezna? Kako bi se odzvala Slovenija, če bi o tem odločali vi? A ste pritisnili kak gumb? Absolutno neustrezna reakcija, poklicati na zagovor veleposlanico Irana, ne pa poklicati na zagovor veleposlanikov tako Združenih držav Amerike kot seveda Izraela, ki bi ga že zdavnaj pri tem zaradi Gaze morali seveda poklicati na zagovor, je absolutno neustrezno. Če bi jaz bila ministrica za zunanje zadeve, tega gotovo ne bi naredila. Mislim, bi poklicala na zagovor, ampak samo ZDA in Izrael, ne pa tudi Irana, ki je žrtev te agresije in se brani. A je zdaj dela ta mikrofon normalno? Ja. Ok, potem ga vračam, ne pritiskati gumbov. Piratska stranka, naslednje vprašanje je za vas. Kako nameravate zagotoviti, da nihče v Sloveniji ne bo energetski revež? Odgovor je simpel, preprost, nuklearna energija, jedrski reaktor. Hvala. Okay. Zeleni Slovenije in stranka Generacij. Ali se boste... Repliko bi imeli. Aha, replika direktna? Ja. Levica in Vesna. S tem bomo vsi reveži. Sam to, kjer replika. Gremo naprej, še kakšna replika? Ne? Zeleni Slovenije in stranka Generacij. Jaz pa samo vprašanje pred tem, a vsi v redu slišite, a rabimo prozvati politike, da govorijo bolj na glas, ali je v redu? V redu je, hvala. Ali se boste aktivno angažirali proti sovražnemu govoru na račun LGBTQ plus skupnosti v parlamentu in v družbi, če da, kako konkretno? Da, mislim, proti sovražnemu govoru seveda v vsakšni koli obliki. Zdaj seveda se zdi tukaj problematično, ker sovražni govor je lahko iz ene ali pa iz druge strani. Bili smo v prejšnjem mandatu, smo bili soočeni z sovražnim govorom z strani desne koalicije. Tudi to, kar danes dela aktualna stranka Svoboda, aktualna največja vladna stranka, tudi oni izvajajo sovražni govor. Hvala lepa. Zdaj bomo šli na še eno rundo. Imamo repliko. Odlično.
Dobro, uporabite. Mikrofon imate dva korbiš, lepo prosim. Hvala lepa. Bi prav rad prosil za par primerov sovražnega govora, ki ga je Svoboda podpirala ali pa izrekala. Hvala lepa. Lahko v tem sklopu replike, če bi želeli odgovoriti, lahko tudi odgovorite na kratko. Lahko pa gremo naprej. Ne, lahko odgovorite v sklopu te replike. No, primeri na socialnih omrežjih z kibernetskimi napadi, z napadi na picija in tako naprej. Hvala lepa. Dobro, zdaj pa si bomo malo dahnili od vsebinskih vprašanj. Imamo onda za vas še par vprašanj, da ali ne, tako da pripravite liste. In sicer prvo vprašanje je, ali menite, da je treba Trumpu ustreči glede Grenlandije? To je lahko vprašanje. Vse stranke so soglasne, da nikakor ni treba Trumpu ustreči glede Grenlandije. Drugo vprašanje. Samo za leto 2025, torej lansko, so nadomestila za tež, ki jih je plačala država, znašala 164 milijonov evrov. Ali se nameravate držati zakona o predhodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki predvideva subvencijo ukiniti do konca ogrevalne sezone 2026-2027? Bom še enkrat. Samo za lansko leto so nadomestila za tež, ki jih je plačala država, znašala 164 milijonov evrov. Vprašanje je, obstaja zakon o predhodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga. Ta zakon predvideva subvencije ukiniti do konca ogrevalne sezone 2026-2027. Vprašanje je, ali mislite, da je ta zakon treba spremeniti, ali se boste držali tega roka. Se ukinejo subvencije za Tako, za tež, specifično subvencije. Ja, lahko izkoriste repliko v socialdemokraciji. Seveda, repliko želijo tukaj na tej strani klopi, pa očitno tudi tam, tako da izvolite, pa vam jaz tudi dam mikrofon. Mi smo dali razlago, da do leta 2033, ker je treba tudi socialno pravično narediti prehod teh delovnih mest in veljenja. In tako da se nam zdi, da je do 33. leta se to da narediti tako, da bo socialna slika manj trpela. Potem pa absolutno ustaviti premog v veljenju. Mogoče sam dodam, da pač mi izhajamo iz tega, da ne morejo delavci in ljudje, ki niso zakrivili podnebnega zloma oziroma prihajajočega podnebnega zloma, nositi vseh teh bremen na sebi. In zato je treba poskrbeti za absolutno socialno pravičen prehod. To pomeni postopnost, ker ne moremo na glavo tega rešiti takole. Okay, imamo še repliko? Ja, izvolite. To niso subvencije za vzdrževanje delovnih mest, to so subvencije za vzdrževanje umazanega premogovniškega biznisa in energetskih šaleških lobijev, ki na tem biznisu parazitirajo. Te ne le, da je treba subvencije skenslati na koncu letošnjega leta, te 6 je treba zapreti krepko prej, pred letom 2033, ker ni planeta B. Država pa lahko, če se tako odloči, v delovna mesta v Šaleški dolini investira že takoj jutri. Dajmo ne čakati, da nam planet požgejo požari in da nam ga potopijo razne poplave. Samo enega imamo, dajmo ga čuvati, naj Slovenija naredi svoje. Zaprimo te 6. Zdaj. Še par politikov zdaj. Še kakšna replika? Ok, zdaj pa A lahko še enkrat sam potem pogledamo, točno, ker ni bilo jasnih, zdaj niso vsi dvignili, lahko zdaj dvignete vsi, kdo je še enkrat Gaja, če lahko ti pozameš, kaj je bilo vprašanje, da nam bo res jasno, o čem govorimo. Skratka, če se nameravajo držati tega, da se bodo subvencije za tež ukinile po ogrevalni sezoni 2026-2027. Pa poglejmo. Subvencije za tež. Ne stop za tež. Subvencije za tež. To ni za izstop iz premoga, kar tako. Neka rahlo obotavljiv konsens, da ja. Mogoče odlična prilika, da stranke malo se pogovorijo s strokovci in pojasnijo ljudem jutri, kaj si mislijo o tem. Mogoče je naslednje vprašanje krajše in lažje, pa da vidimo, ali bi ukinili komisijo za preprečevanje korupcije.
Evo. Soglasen ne ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije. Tele tukaj za mano najbrž se ne bi strinjali, ampak ne glasujejo. In zadnje vprašanje v tem krogu. Ali menite, da bi moral Benjamin Netanjahu pred mednarodnim sodiščem odgovarjati za vojne zločine? Soglasen, odločen, brez obotavljanja, da. Zdaj gremo pa nazaj na vsebinsko vprašanje. Spet imate po 45 sekund časa, vprašanje bo za vsako stranko posebej in to je zadnji krog v tem sklopu. Prvo vprašanje za Piratsko stranko. Ali vidite potrebo po reformi javne radiotelevizije Slovenija in kakšni bi bili ključni potrebni koraki in ukrepi v okviru reforme? Svoboda v uredništvu, svoboda novinarjem, žal smo za zadnja tarča videli, da se te zadnje reforme niso dobro prijele na televiziji, tako da ja, potrebna je tudi ureditev delovnega razmerja med snemalci, asistenti, tako da je velik razmislek potrebno narediti o tem, kaj je danes sploh RTV. Tukaj bi tudi poudaril, da se RTV drži zakona, ki ga je Janez Janša naredil in ne kličejo izven parlamentarnih strank na soočenja, tako da je ena velika kritika na vodstvo radiotelevizije z naše strani. Hvala lepa. Med drugim tudi to. Naslednje vprašanje je za Gibanje Svoboda. Tako da prosim, če Pirati predate mikrofon. Hvala lepa. Torej, točno 40 let po katastrofi v Černobilu je jedrska energija ponovno razburja duhove po vsem svetu. Iran ima ali nima svojega jedrskega programa. ZDA, vprašanje je malo starejše od dogodkov v zadnjih teden dni, se opravičujem. ZDA načrtujejo znova izvajati poskuse z jedrskim orožjem, v Ukrajini pa so jedrske elektrarne vedno znova prizorišča vojne. Pri gradnji novih jedrskih elektrarn prihaja pogosto do zamud, stroški eksplodirajo, tudi dobavna veriga jedrskega goriva pa je ponovno žrtev geopolitičnih interesov. Hkrati pa je razvoj alternativnih energetskih tehnologij zelo dinamičen. V tej negotovi situaciji Slovenija načrtuje JEK2. Skoraj vse stranke podpirajo projekt. Vprašanje je pa naslednje. Ali obstaja kakšen gospodarski, tehnološki ali geopolitični razvoj, dogodek, situacija, zaradi katere bi rekli, da JEK2 zdaj nima več smisla in da moramo projekt ustaviti, ali pa podpirate projekt v vsaki situaciji in za vsako ceno? No, zaenkrat podpiramo projekt, se mi pa zdi, da je to stvar razprave in dogodkov. Upam, da ne bo prišlo do tega, da bi morali reči v Sloveniji, da je treba zaradi dogodkov v svetu ta projekt ukiniti. Ok, hvala lepa. Levica in Vesna. Ali boste legalizirali vsa romska naselja in zagotovili osnovno infrastrukturo, se pravi vodo in elektriko, ter uvedli ukrepe pozitivne diskriminacije za zagotovitev in dostopnost stanovanj romski manjšini in tudi izven romskih naselij? Absolutno. V Levici si že vse mandate prizadevamo za to, da se infrastruktura v romskih naseljih uredi, da se naselja legalizirajo in da se preneha ta, bom rekla, ekskomunikacija romske skupnosti iz širše družbe, potem se pa s prstom kaže na nje, zakaj ne hodijo v šole in tako naprej. V takih pogojih je nemogoče živeti in seveda bomo naredili vse, da se to spremeni in da bomo uvedli vse to, kar predlagate. In praksa v drugem delu Slovenije je pokazala, da je to edina prava pot. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je za stranko Prerod. Predlagam, da mikrofon od Socialnih demokratov potuje tja. Ali nameravate za obvladovanje tveganj ali domnevnih tveganj širiti nadzor za vzpostavljanje novih tako imenovanih varnostno tveganih območij? Kakšno je vaše stališče do tega ukrepa? Nikakor ne. Sam ocenjujem, da je bil Šuterjev zakon popolnoma nedomišljen in odpira mnogo možnosti za posredovanje v naše zasebnost, ki ni nobene potrebe potem. Tako je, tako je. Menim tudi, da je tista država, oziroma tisti, ki vodi državo in ni sposoben zagotoviti varnost zakonodajo, ki jo imamo, je čas, da morda da odide. Ne pa, da menjamo zakone in pokrivamo nesposobnost kogarkoli, ki vodi to zadevo. Hvala lepa. Alternativa za Slovenijo. Odpiramo še eno novo temo, to je hrana.
V Sloveniji imamo 3-krat manj njiv in vrtov, kot bi jih potrebovali za prehransko varnost. Na kar 75% naših njiv pa se prideluje krma za rejne živali. Kako boste povečali pridelavo stročnic, žitaric in zelenjave, kjer je samooskrba kritično nizka? Ja, točno to. Samooskrba je v Sloveniji že dolg problem. Težava je v tem, da velike korporacije, od katerih kupujemo hrano, ki jih uvažajo v Slovenijo, imajo ceno tako nizko, da ljudje, ki imajo nizke dohodke, dejansko nimajo možnosti drugje kupiti kot pa pri njih. In samooskrba bi mogla biti, ljudje bi bilo treba motivirati na tem področju. Nažalost, politične volje do zdaj, kot ste videli, ni. Ogromno se o tem govori, naredi se pa pravzaprav zelo malo. Tako da ljudje je treba motivirati in to omogočati. Okay, hvala lepa. Hvala lepa. Socialni demokrati, imate mikrofon. Predsednik ST Matjaž Han je v soočenju izrekel, citiram, ideologijo in vrednote lahko damo tudi na stran za dobro državljank in državljanov. V intervjujih po drugi strani beremo, da vrata zapirate samo SDS in potencialno resnici, za ostale pa so vrata odprta, tako za demokrate, kot za trojček NSI, SLS, Fokus. Zanima nas, ali obstaja meja, lahko je moralna, etična, politična, katerakoli, ki je ne bi hoteli prestopiti, tudi če bi vedeli, da si lahko s tem bistveno poslabšate volilni rezultat. Hvala za to vprašanje in hvala za priložnost, da pojasnim, ker je že predsednik povedal, da je šlo za lapsus na soočenju, kar se vrednote tiče, tako da je to prvo kot prvo. Če katera stranka utemeljena na vrednote, smo to socialni demokrati, tako kulturno-zgodovinsko kot idejno-politično, pa če je to lahko publiki všeč ali ne. Ko se pa pogovarjamo o sestavljanju koalicije, bi pa povedal eno pomembno stvar. Za razliko od katere druge politične opcije, ki tudi sedi na temle odru, socialni demokrati nikoli nismo omogočili vlade Janeza Janše, ne prve, ne druge, ne tretje in tudi ne bomo četrte omogočili. Nikoli nismo bili skupaj. Da pa smo se pripravljeni pogovarjati tudi za strankami desnega centra v morebitnem sodelovanju v levo-sredinski koaliciji, pa ni dobena skrivnost, to v resnici ni bilo. Konec časa, hvala lepa. Imamo pa eno repliko, imate 30 sekund, izvolite. Hvala, ravno Borut Pahor je tisti vzor moralne avtoritete in hvala. Gremo naprej. Dobro je, to je smisel tega soočenja med ljudmi je to, da je atmosfera malo bolj živahna in bolj lahko hitro repliko na repliko, ker je bil direkten izziv, potem pa gremo naprej. Borut Pahor ni več član socialnih demokratov. Posameznice in posamezniki, ki so v državnem zboru omogočili tretjo vlado Janeza Janše, pa danes kandidirajo na volitvah na listi stranke Gibanja Svoboda. Ne pa uničil Slovenijo. Zdaj pa res gremo naprej. Super, zdaj pa res gremo naprej. Hvala publiki za ognjevito spremljanje debate. Zeleni Slovenija in stranka Generacij ste naslednji. Kakšna je po vašem programu in obljubah minimalna človeška odgovornost Slovenije do migrantov in ali ste pri tem analizirali in upoštevali osnovne človekove pravice? Torej, v stranki Zeleni Slovenije in stranki Generacij smo seveda absolutno proti vsem nezakonitim migracijam. Mi verjamemo seveda v migracije, ki so nadzorovane, ki so v skladu z potrebami slovenske in evropske družbe. Kar se tiče nezakonitih migracij, pa je potrebno absolutno skrajšati postopke in torej te migrante vrniti v države izvora ali v druge, tretje države. Hvala lepa. In zdaj še vprašanje za predstavnika stranke Mi socialisti. Sam da poskrbimo, da imamo mikrofon. Kako boste reševali manko učiteljev, medicinskih sester, zaposlenih v domovih za ostarele? Prvi ukrep, ki ga je potrebno narediti, je dvig delavskih plač. Bogatstvo v družbi neprestano narašča, imamo dovolj šolanih učiteljev, imamo dovolj šolanih medicinskih sester. Dajmo se vprašati, zakaj bežijo iz naših temeljnih javnih storitev, ki jih imajo radi. To so ljudje, ki so šli v te poklice zaradi tega, ker želijo naši družbi pomagati in jih je politika kapitalizma dobesedno vrgla ven iz njih, zaradi tega, ker država non-stop na njih špara, jim zateguje pas in denar, ki bi moral iti v njihove plače, usmerja v nabave orožja za NATO pakt. Dvignimo plače delavskega razreda, medicinske sestre in učitelji so prvi med njimi.
Hvala lepa. Zdaj pa, preden gremo na vprašanja, ki so jih donirali razni ljudje, posameznice in posamezniki, in jih bo žrebala publika, tako da počasi se pripravite na to. Imamo še zadnjo rundo vprašanj, Dane, preden gremo naprej. Pripravite svoje znake. Prvo vprašanje je, ali boste dvignili zajamčene pokojnine vsaj nad prag revščine? Da, vsi so za to, da nimamo revnih upokojencev. Lahko replika, sam pa ste, nekateri ste že presegli celo svojo kvoto. V redu, izvoli. Mislim, kakšen smisel je tle, da vsi dvignemo gor zeleno kljukico, zato da bomo dvignili penzije nad prag tveganja revščine, ista določba. Je bila zapisana v koalicijsko pogodbo leta 2022. Danes je ta ista zajamčena pokojnina globlje pod pragom tveganja revščine več kot 200 evrov, kot je bila na začetku tega mandata. A bomo delali to, kar govorimo, ali se bomo še naprej pretvarjali? Ker točno ta hinavščina, ki poglablja tudi revščino upokojencev, je tista, ki nam na oblast vrača Janeza Janšo. Hvala lepa. Zdaj gremo na naslednje vprašanje. Ali boste za zagotavljanje transparentnosti redno na začetku leta objavljali letni normativni program dela vlade? To so zakoni in podzakonski predpisi z nosilci in roki, kot je to že bila praksa do leta 2020, zdaj pa tega ni. Da, hitro me nekdo slika, evo, tukaj imamo fotografe In potrjeno. In potem na DZRS, ne, pa na vladno stran, spletno. Ali menite, da vojaški izdatki ne smejo naraščati hitreje kot proračun in se ne smejo zajedati v javna sredstva, ki so v proračunu predvidena za druge namene? Vsi soglasni? In še zadnje vprašanje, ali bi vaša stranka izključila člana, strankarskega funkcionarja, vključno s predsednikom ali predsednico stranke, če bi javno žalil in napadal novinarke in novinarje? Ja, recimo, da ja. Ne popolnoma vehementno, ampak recimo, da ja. Zdaj pa gremo na ta krog, kjer so na vrsti vaše vprašanja, ki ste nam jih poslali, mogoče kakšni spremljate preko socialnih omrežij, zdaj je to v živo in upate, da bo vaše vprašanje izžrebano, mogoče ste nam kakšni poslali že naprej, pa ste tukaj v živo prisotni in Gaja bo prebrala prvo vprašanje in določila tudi, lahko kar določiš to, da gremo vse, a grem, hočeš po vrsti? Potem pa gremo po vrsti, prva bo odgovarjala stranka Generacij in Zeleni Slovenije, da ne bo kakršnekoli pristranskosti. Mi glede tisto prej vprašanje, ki je bilo glede tega, ali bodo objavljali zakone in te stvari na spletu. Zakaj je to pomembno? Zato, ker organizacije, iniciative, kot je Glas ljudstva, na ta način lahko potem dejansko gledamo, kaj vlada pripravlja, gledamo, kaj v parlamentu pripravlja in pravočasno ukrepamo in poskušamo izboljšati te zakone in upozoriti na pomanjkljivosti teh zakonov. Če se pa to dela po hitrem postopku, če se pa to dela čez noč, če se dela pa to transparentno, potem pa pride do stvari, kot je recimo Šutarjev zakon, ki ga ne bom niti komentiral. Gremo naprej. Ja, in To je bila moja replika, sem pokuril eno. In tokrat imate na voljo... Ne, ni pikirano na stranko. Po vrsti greste in žreb. Pol minute imate časa za odgovor v tem sklopu. Evo, gremo. Glede na zaskrbljujočo kakovost zraka v Sloveniji in njen vpliv na zdravje prebivalcev, katere ukrepe nameravate sprejeti in katere spremembe bi prioritetno spodbudili na področju prometa, stanovanj, načina ogrevanja, kmetijstva, gradbeništva in industrije? Predvsem zaskrbljujoča je vrednost PM10 2,5 in PM10 v mestnih središčih. Vsekakor je potrebno v Sloveniji zgraditi sežigalnico, ampak ne v Ljubljani, ne v Ljubljanski kotlini, ampak nekje na prevetrjenem območju. Treba je spodbuditi razvoj javnega prometa, železniškega prometa in tudi primestnih železniških povezav. Hvala lepa. Gremo naprej. Ali se strinjate, da je cerkev RKC v srednjem veku ukradla gozdove, ki so bili skupna last in da mora za pravično prihodnost gozdove vrniti občinam? Kot župan 14 let sem se ravno to prizadeval, da smo kar nekaj teh gozdov vrnili nazaj.
sicer takrat skozi zakon o lokalnih skupnostih oziroma vaških skupnostih, verjetno veste, da občini Kočevje se me zdi župan 14 let. In tam smo dobili 5000 hektarjev gozdov nazaj, tako da absolutno podpiram takšen predlog. Gost je naše največje bogatstvo in je prav, da dela za vse nas v naši državi. Pokluko nazaj. Pokluko je enako, ne? Slovenija je skupaj z EU obsodila Rusijo, ko je napadla Ukrajino zaradi kršenja mednarodnega prava. Kako komentirate to, da enako ni ravnala ob napadu ZDA in Izraela na Iran? Gre za to, da mednarodno pravo nima pomena ali pa za to, da se vedemo oportunistično? To, kar je Slovenija naredila v primeru vojne v Ukrajini, je največja hinavščina možna, kar jih je kdaj bilo. Danes, ko se dogaja še hujše, ampak isto delajo naši tako imenovani zavezniki, kje je gospod Tanja Fajon in kje je zdaj stranka ST, ki jih hodi v Kijev, pa ne vem kaj. Ja, hinavščina je, težka. Denar pa imajo za to, To je to. Bravo. pa ni. Repliko, imamo repliko. Izvoli. Za drogiranega. Štejemo replike. Tudi nova agresija na Ukrajino je vojni zločin. In število nedolžnih mrtvih Ukrajink in Ukrajincev, ki je padlo zaradi tega, je premnogo. To pa ne opravičuje drugih posegov po mednarodnem pravu in nezakonite intervencij po svetu, in zato je potrebno biti pri zunanjih političnih vprašanjih načelen. Treba je zagovarjati pravičen in trajni in imeti enake vatle. Ampak ne sme se pa napak, ki dela Trump ali pa Izrael, uporabljati za opravičevanje tega, kar dela Vladimir Putin. To pa ni prav. Ravno to so dvojni vatli. Ja. Ok, imamo tudi repliko na repliko. Ti šteješ, ja? Glejte, Rusija je že leta 2014 opozarjala na svinjarije, ki so se dogajale na vzhodu Ukrajine. Kje je Slovenija takrat? Zakaj nismo opozarjali, ko je ukrajinska vojska spopala izstreljala po lastnih državljanih? Takrat nima pa nikjer nikogar. Slovenija mora postati most med obema, ne pa da pomagamo, pa pošiljamo orožje eni strani in pljuvamo po drugi. To se ne dela. In gremo naprej. Zelo bi poslovno še gora ta mikrofon, da ga še spatič podam 6. Ne, ampak mislim, da smo itak tam ostali pri vprašanjih, tako da gremo naprej. Kako konkretno boste ukrepili slovensko mednarodno razvojno in humanitarno sodelovanje s postopnim dvigom sredstev za slovensko uradno razvojno pomoč v znesku 0,7% BDP do leta 2030, kar je v skladu z zavezami EU na tem področju do leta 2030? Prepogosto se razvojna pomoč uporablja samo kot javni denar, ki gre v tretje države, obrnjen za to, da financira slovenske firme in njihove dobičke. Če smo resni z politiko bratstva med narodi in sodelovanja z celoto držav tega sveta, je treba razvojno pomoč preoblikovati na način, da bo dejansko ljudem v državah tretjega sveta koristila. Ne da bo šla v žepe tamkajšnjih warlordov in raznoraznih lokalnih profiterjev. In da zneski, ki gredo v razvojno pomoč, bi se mogli ukrepiti. Zdaj še dolgo časa traja. Gremo naprej. SD, ali se upokojenci lahko nadejajo povezane mreže prevozov za zdravstvene namene med kraji po Sloveniji, ne glede na kraj bivanja? Zdaj to pokriva občina domicila in marsikdo nima odobrenega prevoza izven kraja bivanja za daljšo razdaljo. Drži, da imamo problem z mrežo in z vprašanjem dostopnosti. To se rešuje tudi z projekti, kot so Prostofer, ki temeljijo na prostovoljstvu, kar je eden izmed načinov, da lahko sodelovanje z nevladnim sektorjem okrepimo dostopnosti do vprašanja, kot je prevoz. Najboljša rešitev bo pa seveda razpršena mreža, kjer bojo uspešno delovali tako primarni zdravstveni zavodi, kot seveda sekundar in terciar. In pa seveda to, kar imamo pač problem v Sloveniji, delujoč javni potniški promet, tako železnice kot avtobusni promet. Ko bomo to izboljšali, bomo seveda tudi povečali dostopnost, ki pa seveda morate biti tudi na kakovost. Hvala. Svoboda. Katere sistemske rešitve se pripravljajo za povečanje dostopnosti stanovanj za lastno bivanje?
dostopnosti najemniških stanovanj. Kar veliko je bilo denarja namenjenega gradnji javnih najemniških stanovanj. Jaz mislim, da je to strašno pomembno, zato da bodo predvsem mladi ljudje lahko dostopali do stanovanj, ki jim bojo dostopna. Na ta način si nadejamo tudi, da bo začela padati tudi tržna cena stanovanj za nakup. Hvala lepa. Piratska stranka. Kaj boste storili na področju oskrbovanih stanovanj za upokojence ter invalide in ali imate v programu vzpostavitev registra za oskrbovana stanovanja ter regulacijo tržnih najemnin? Mi se v bistvu moramo začeti spraševati, kdaj bomo začeli graditi ta stanovanja, kdaj bomo začeli graditi teh 30 000 obljubljenih stanovanj in ko enkrat to zaženemo, potem bomo tudi zgradili stanovanja za oskrbovance. To je odenkrat za mene to. Imamo eno repliko, Levica in Vesna. Mislim, lepo prosim, prav v tem mandatu, pa prav na Ministrstvu za solidarno prihodnost smo vzpostavili resne politike za gradnjo javnih najemnih stanovanj, zagotovili 10x100 milijonov evrov za to, da se bo v 10 letih dejansko zgradilo 20 000 z teh stanovanj. Ne moreš pa ti zgraditi kar tako čez noč, saj vemo, da rabimo gradbena dovoljenja, lokacijske umestitve in tako naprej. Tako da nehajte govoriti, da se nič ni naredilo, naredilo se je več kot prej v 30 letih skupaj. Ampak premalo, premalo. Vsi se po mojem strinjamo, da premalo, oziroma večina se nas strinja tukaj, da bi se lahko več naredili, po mojem tem noben ne nasprotuje. Jaz bi vas samo vprašal, draga publika, a ste v redu? Imate še pozornost pa to za spremljati? Pomembno se nam zdi, da tukaj damo prostor, damo čas predstavnikom strank, da razložijo ene stvari, da si vzamemo čas, je pa zelo pomembno tudi, da ostanete z nami do konca, ker na koncu vas bomo potem opremali z letaki in ostalo mobilizacijskim materialom, da spravimo ljudi na volitve. Ker če ljudje ne, vi boste šli sigurno vsi voliti, ampak če tisti skeptiki, tisti, ki niso informirani, ne grejo voliti, nam vse to skupaj ne bo nič pomagalo. Tako da samo to opozorilo, ostanite z nami do konca, da se opremite z letaki. Mi pa gremo že na naslednji krog. Intenzivno in dinamično. Ne, še zmeraj smo v prvem krogu, ker Levica in Vesna še ni dobila vprašanja. In zgleda, je veliko vprašanj glede starejših, ker je spet eno vprašanje na to temo. Ali boste uredili in priznali delo ljudi, ki že danes rešujejo domačo oskrbo starejših? Ali boste še naprej dopuščali, da družine, pomočniki in starejši ostajajo v sivi coni brez zaščite, varnosti, dostojanstva ali celo brez pomoči? Če da, kako nameravate to urediti? Skratka, ljudje, ki skrbijo za starejše, se jim to ne priznava v to, da so oni oskrbujejo. Kako boste to uredili? Mislim, kolikor vem, se to zdaj priznava. Mi smo to uvedli, tega družinskega, kako se reče, oskrbnika. In je tudi, to je zdaj že urejeno bilo, za to zakonodajo. Tako da je te vprašanje nerelevantno, ker stvar je že uzakonjena in že deluje v praksi. Tlele še v bistvu gre za to, da niso samo družinski člani, ampak so tudi drugi ljudje, ki skrbijo lahko za starejše, pa niso njihovi sorodniki, zato pa še ni urejeno. In to je bilo še vprašanje. Mi bomo vsekakor te politike, ki smo jih zdaj zelo resno štartali na Ministrstvu za solidarno prihodnost, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve nadaljevali, nadgrajevali, pogledali, kje so še kakšne vrzeli. To imamo vse v načrtu, tudi vemo že, kje so določeni problemi in kaj bodo prvi ukrepi, ki jih bomo predlagali, tako da gremo po tej poti naprej. Hvala, imamo eno repliko, Piratska stranka. Zdravstvena kriza, pokojninska reforma, za katere smo zbirali podpise, da smo proti nedelujoč sistem v celoti dolgotrajne oskrbe. Zraven vas sedi človek, ki zadnjih 10 let skrbi za svojo težko bolno mamo. 7 mesecev je bilo potrebnih, da je socialna delavka prišla oceniti našo situacijo. O e-oskrbi se ne ve in vaši delavci govorijo, da ne vejo, kako bo sploh izvajana. Nimate ljudstva, nimate zaposlenih kadrov, to ni v celoti narejeno. Dolgotrajna oskrba je celota in tukaj prosim lepo.
Še kratko pa bom jaz rekla, prosim lepo, Nemčija je potrebovala za sistem, uvedbo, implementacijo dolgotrajne oskrbe skoraj 10 let. Mi smo v slabih 3 letih, spomnite se, da Ministrstvo za solidarno prihodnost sploh 1 leto skoraj ni moglo začeti delati zaradi Janševega referenduma. Smo skoraj v slabih 3 letih praktično postavili noge. Hvala. Ljudje, ki čakajo v vrstah za dolgotrajno oskrbo. Zdaj imamo še eno rundo in sicer gremo kar po isti strani naprej. Tukaj na tej točki še opozarjam, če bi kdo poslal še kakšno vprašanje, še je čas tudi za vaše vprašanje. Če gledate in se vam zdi, da vse to vas ne zanima, da vas zanima nekaj drugega, dajte poslati na 071 546 796, lahko tudi iz tujine sprašujete iz kjerkoli po svetu. Bomo pregledali vaše vprašanja in na koncu zadnja runda bo namenjena vašim vprašanjem tukaj danes. Zdaj pa še... Ker z vami začnemo, Levica in Vesna. Kako komentirate dejstvo, da je trenutna vlada sprejela zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za neomogočanje javnega udejstvovanja, tako imenovane slep tožbe? Hkrati pa 2 državni podjetji tožita naravovarstvenico zaradi njenega javnega udejstvovanja za ohranitev narave na območju, kjer želi vlada zgraditi hidroelektrarno Mokrice, ki bi po njenem strokovnem mnenju in mnenju mnogih naravovarstvenikov pomenila resno degradacijo naravnega okolja. Smo absolutno proti takim tožbam in država, kolikor je sprejela zakon, mora nemudoma poskrbeti, da te 2 firmi umaknejo tožbe proti aktivistki in take tožbe so velika grožnja za demokracijo in velika grožnja za civilno družbo, ki je neke vrste korektor ali pa nadzor delovanja države ali pa takih firm. Hvala. Ni naključje, da so žrebana ena vprašanja za določene stranke, ker tudi naslednje vprašanje bom rekla, da ni naključje. Ali bi omogočili digitalne volitve in referendum za državljanke in državljane na podlagi open source odprtokodne rešitve? Pirati se že. 1, 2, 3. Pirati se že celotni svoj obstoj zavzemamo za digitalno preobrazbo. Jaz bi tukaj rad tudi omenil, da že leta in leta ni omogočeno digitalno zbiranje podpisov za nastopanje na volitve. Stranke, ki smo pod pragom parlamenta, moramo vedno zbirati te podpise in ja, poleg tega se tudi zavzemamo za zmanjšanje letne starosti na 16 let za udeleževanje na volitve. Hvala. Gibanje Svoboda. Kdaj bo zmanjšan prispevek za dodatno zdravstveno zavarovanje iz 37,17 evrov na znesek vezan na višino plače, pokojnine oziroma drugih prejemkov? No, jaz upam, da bomo takoj v naslednjem mandatu začeli s tem. Treba se dogovoriti, ali se poviša osnovni zdravstveni prispevek ali na kakšen način. In že zdaj imamo zelo veliko različnih predlogov in jaz upam, da bo to ena od prvih stvari, ki se bomo lotili v naslednjem mandatu. Trenutno se ne da, ker je zaradi zakona oziroma zaradi pritožbe na referendum PPKŽ zakon blokiran. Ni res, Jaz bom izkoristil svojo drugo repliko tukaj, da povem, da se tudi drugi zakoni se sprejemajo, čeprav so zakoni odprti, tudi Šutarjev zakon je posegel v več zakonov in tako naprej, kjer je pokazal se v tem mandatu, da kjer je volja, je moč, ampak gremo naprej. Evo, to je pa tvoja zadnja replika, gremo na SD. Kakšno vizijo imate o modelu družbe v smislu kapitalistične ali socialne države v pogojih vedno pametnejše umetne inteligence in ocen, da bodo 80% služb oziroma dela lahko prevzeli roboti, ki jih bo poganjala umetna inteligenca? Hvala za to vprašanje. Glede, če se česa ne smemo bati, je to tehnološkega napredka. Hkrati pa moramo poskrbeti, da bo ta tehnološki napredek služil ljudem. Pojavljamo se v časih, ki mu Janez Varoufakis reče tehnofeudalizem. Spravi, kjer je peščica tehnoloških oligarhov, ves kapital ter ogromen vpliv na tudi tehnološke rešitve, s katerih živimo. Potreba bo demokratizirati procese, kako te stvari potekajo in predvsem bo potreba, tako kot smo prej recimo ugotavljali, skrajšanem delovnem času, tehnološki napredek izkoristiti Položaja ljudi. Gremo naprej, mi socialisti. Ali menite, da naj se mirodobna sestava Slovenske vojske s sedanjih okvirno 6500 poveča na 10 000 pripadnikov ter da se vzpostavi dodatna
dodatna obvezna rezerva z do 30.000 pripadniki. A na to res trebam odgovoriti. Slovenija ne potrebuje mirnodobne sestave Slovenske vojske, ki deluje samo kot podaljšana roka NATO pakta. Nismo vojaško ogroženi, če kaj pa pomagamo velikim zahodnim državam ogrožati mir na celoti našega planeta. NATO pakt je tisti, ki je glavna grožnja našemu miru in Slovenija pri tem ne sme sodelovati. Demilitarizacija zdaj. Dajmo se investirati v realno grožnjo, ki je revščina, so podnebne spremembe. Samo ne gre denar, ne pa mednarodne orožarje. Hvala lepa. Naprej, ali si boste prizadevali za okrepitev sodelovanja z državami, ki zagovarjajo multilateralizem, okrepili miroljubno sodelovanje s Kitajsko preko iniciative PAS in CESTA, z državami BRICS in Mercosur, ter podprli status Slovenije kot opazovalke v gibanju neuvrščenih, kot ga ima tudi Hrvaška? Ja, absolutno, ker to je nujno. Mislim, Slovenija se ne more postaviti na eno stran v tem svetu in reči, tako se bomo pa mi valjpeti ameriških interesov, na drugi strani pa kaj. Če želimo biti gospodarsko uspešni in trgovati, potem moramo tudi razdeliti svetom. In BRICS je absolutno nujno. Oni so dobesedno še pred nami vsemi. In če bomo razgledali na Kitajsko, veste, kako so tehnološko tudi napredni. Ja, lejte, to je. Hvala. Gremo naprej. Na Poljskem so uvedli tako imenovani dodatek za stare starše. To je mesečno finančno podporo, ki jo lahko starši uporabijo tudi za varstvo otrok pri starih starših ali drugih družinskih članih. Ali bi pri nas uvedli podoben ukrep, ki bi mladim družinam omogočil večjo fleksibilnost pri organizaciji varstva in lažji povratek staršev na trg dela? Moja osebna izkušnja je, da sem vzgojil obeh hčerki brez te pomoči, čeprav smo skupaj živeli. Ne podpiram tega ukrepa. Zakaj? Zato, ker stari starši imajo biti pravico stari in se imeti lepo. Mladi moramo imeti pa možnost, da te otroke damo v vrtec. Torej, to mora biti cilj. Da se ti otroci socializirajo in da lahko družine normalno živijo. Jaz ne bi obremenjeval starejših, oni so svoje prispevali in je prav, da jih spoštujemo, da se v miru lahko starajo. In še zadnje vprašanje od ljudi, ki smo jih pač zbirali naprej. Ali bi s Hrvaško dosegli nujen dogovor glede brezpogojnega, neomejenega izhoda na odprto morje, Luka Koper in Ribiči, z jasnim pogojevanjem mehkih, učinkovitih protiukrepov tranzita prek Slovenije zaradi relacije prometa Zagreb-Gradec? Vsekakor moramo z Republiko Hrvaško zaprti to vprašanje, ki se vleče že vse od slovenske osamosvojitve. Bilo je kar nekaj dobrih predlogov vmes, kar se tiče koridorja, pa so naši politiki zadevo zašuštrali z prisluškovanjem v ključnih trenutkih, ko se je sprejemala arbitražna odločitev. Jaz mislim, da je potrebno to zadevo dokončno na nek demokratičen način zaprti. Najlepša hvala. S tem smo zdaj zaključili z žrebanjem vprašanj. Zdaj bomo imeli še eno rundo vprašanj, da ne, potem pa bomo prebirali vprašanja po SMS-ih. Tako da, če koga ful srbi, je zdaj pa res zadnja prilika. Ne, zdaj je že konec. Je že konec. Glasovanje oziroma spraševanje je zaključeno. Dobili smo več kot 60 vprašanj v tem času, ki ste nam jih poslali, ali tukaj, ali doma. In naša žirija za vprašanja je že izbrala in določila vprašanja. Tako da, če pa kdo slučajno, kot rečeno, se mu mudi, mora otroke pobrati ali karkoli takega, ne pozabiti vzeti letakov tam pri stojnicah naših. Gremo na hitra vprašanja. Okay, pripravite znake. Prvo vprašanje. Ali menite, da je kapitalizem v nasprotju z življenjskimi interesi večine ljudi? Mešani odgovori, Levica in Vesna se strinjajo, Pirati se strinjajo, Svoboda se strinja, SD se strinja, mi socialisti se strinjajo, AZAS se ne strinja, Prerod se strinja, Stranka Generacije Zelene Slovenije se ne strinja. Drugo vprašanje. Napaka, mini kibernetski napad se je zgodil. Se strinjajo, v redu. Ok, gremo naprej.
Ali boste spremenili zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov na način, da bodo javna sredstva spodbujala samo prehrano in prakse, ki so skladne z javnozdravstvenimi in podnebnimi cilji? Se pravi, da bo državna promocija usmerjena v ekološko kmetijstvo in v sektorju zelenjave in sadja, kjer imamo kritično nizko samooskrbo. Vsi soglasni. Predzadnje vprašanje v tem krogu. Ali ste za obdavčitev nepremičnin v lasti Rimsko-katoliške cerkve? Skoraj soglasni. Stranka Generacije Zelene Slovenije niso za to, ostali pa se vsi strinjajo. Že spet eno je pa to, mogoče, Filip, si želiš dati še pod vprašanje, če bo to v naslednjem mandatu se sprožilo? To sem že enkrat prej hotel vprašati, ampak ja, treba, a boste to zdaj naredili? V naslednjem mandatu V prihajajočem mandatu. nekoliko Malo oklevajo. Ne, to je ta ključna razlika, na katero moramo biti volivci pozorni in volivke. Še zadnje Še zadnje vprašanje. vprašanje, tukaj tudi paste, kaj boste odgovorili, ker bomo to fotografirali, in sicer, ali boste prišli na naše soočenje tudi potem, če boste izvoljeni. Evo, nobenega nismo še tako zatravmirali, da bi se premislil oziroma da bi obžaloval svojo odločitev, očitno super. Zdaj pa vprašanja, ki so nam jih poslali živo. Tako, prebirala jih bo Tjaša, ki je sedela v redakciji, kjer so zbirali SMS vprašanja. Za ta vprašanja, za odgovore na ta vprašanja imate 30 sekund. Vprašanja bodo ciljana ponovno, ne bodo pač kar za vse. Tako da daj jim najprej 10 sekund, da si predajo mikrofon, sicer pa srečno. Ja, kot je že Jaša povedal, smo prejeli več kot 60 vprašanj, zdaj smo tudi bila so splošna za vse, bila so tudi ciljena na konkretne stranke, tako da zdaj ta naša neka uredniška odločitev bila sledeča. In sicer prvo vprašanje je za Piratsko stranko. Kaj bi predlagali za pot proti koncu vojne v Ukrajini? Začetek mirovnih sporazumov in upoštevanje obeh strani, skratka začetek pogovorov. To je tisto, kar pogrešamo, in preprosto mir se mora začeti nekje. Okay, hvala. Vprašanje naslednje je za Svobodo. Glede na to, da gospodarska moč držav G7 vztrajno pada, me zanima, ali imate v načrtu vzpostavljanje alternativnih oziroma močnejših vezi z državami BRICS na čelu s Kitajsko. Kakšen načrt torej imate glede tega? Vse se že vzpostavljajo. Seveda, sodelovanje z vsem svetom, tudi z državami BRICS-a, sej tudi v tem mandatu smo sodelovali tudi z državami zunaj Evropske unije. Hvala. Naslednje vprašanje Levica in Vesna. Ali boste sposobni zagotoviti dostojne pokojnine za polno delovno dobo in minimalne plače, oboje nad pragom revščine? Ja, kot sem povedala, mi gremo naprej z našimi krovnimi politikami in to so ena izmed krovnih politik. Hvala. Zeleni Slovenije in stranka Generacij. Ali bi obdavčili prazna stanovanja v Ljubljani? Ja, prazna stanovanja, ki so bila kupljena z špekulativnimi nakupi. Seveda, po drugi strani pa je treba tukaj tudi pustiti ljudem neko svobodo, pa neke zadeve, se pravi v teh primerih, ko zadeve niso rešene zaradi sodnih postopkov in tega v teh primerih pa ni. Se pravi, neke pravne osnove, da bi to obdavčili. Hvala. Alternativa za Slovenijo. Ali se vam zdi, da smo dovolj inkluzivna družba in dovolj vključujemo invalide in kaj bi storili za njih konkretno? Tako bom rekel, vedno obstaja prostor za izboljšave. Načeloma mislim, da se počasi gibamo v to smer, vendarle ljudje čutijo to, da morajo imeti tudi invalidi prostor, da lahko pridejo. Ampak mislim, da je, tako kot sem rekel, vedno je prostor še za izboljšave, tako da ja, tukaj pa treba še mogoče. Hvala. Naslednje vprašanje za Socialne demokrate. Zakaj se Slovenija še ni pridružila tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu zaradi izvajanja genocida v Gazi na Zahodnem bregu? Rok za to se namreč izteče čez 2 dni. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je potrebno vladno gradivo pripravilo, je posredovano na vlado in upamo, da bo vlada to obravnavala in sprejela. 2 dni časa, če sem prav razumel.
Upamo, evo, zelo pozorno bomo spremljali, kaj se bo s tem zgodilo, definitivno. Naslednje vprašanje je za stranko Prerod. Nekaj let nazaj ste zagovarjali dolžniško amnestijo za Rome, ki bi ostali v zaposlitvah in tako zaposlitev spodbudili. Ali to še vedno zagovarjate in ali boste to vzpostavili, ko in če boste v vladi? To ne šteje v čas. Ne, ni problem. Saj smo vsi na isti strani. Odgovor moj je ja, jaz še vedno to zagovarjam. Jaz mislim, da drugače preprosto ne bo šlo. Nakopičilo se je toliko enih terjatev, da če hočemo to iztiriti, bodo nekateri to plačevali do leta 400. Ne. To je nemogoče, torej amnestija da, ob pogoju seveda, da potem postavimo nov režim. In da, ko pride potem do prekrškov, jaz ne zagovarjam vsega v njihove prejemke, ampak v spremembo tega prejemka iz denarja v tisto, kar potrebujejo, torej hrano in vse ostalo. Torej, ne posegati v. Hvala. In še zadnje vprašanje za mi socialisti. Kaj vidite kot alternativo sežigalnici odpadkov? Sežigalnica odpadkov ne potrebuje ene posamezne alternative, kapitalizem potrebuje alternativni ekonomski model. Mi ne rabimo sežigalnice zaradi odpadkov, če uvedemo krožno gospodarstvo, namesto da proizvajamo embalaže, ki je ne potrebujemo na eni strani in na drugi strani vetra, sonca, obnovljivih virov energije imamo na tem planetu več, kot jih znamo porabiti. Tako da tudi energijo lahko dobimo na trajnostne načine. Kot sem že prej rekel, planet je samo en, čuvajmo ga. Hvala lepa. Hvala vsem za vaše odgovore in seveda hvala vsem, ki ste poslali vsa ta vprašanja. Tako je, in zdaj pa še za konec današnjega druženja pa je mikrofon vaš, platforma je vaša, bomo šli kar z te strani od mene proti na drugo stran. Skratka, katere tri ključne ukrepe bi sprejeli takoj, ko se zavihtite na oblast, kaj bodo vaše prioritete čim bolj konkretni. Kar izvolite. Torej, ta prva zadeva, ki jo v stranki Slovenije in stranki generacij predvidevamo, je odprava krivic upokojencem, upokojenim med leti 2014 in 2022, izenačitev odmernega odstotka. In tudi izenačitev prispevka kot drugo. Izenačitev prispevka zaposlenih in delodajalcev na evropsko povprečje in s tem avtomatsko dvig neto plače za slovenske zaposlene. In kot tretjo stvar bom povedal mojo osebno zadevo, za katero se že dolgo leta zavzemam. In je ta vlada jo obljubljala dolgo leta, tudi prebivalci Slovenije smo jo na referendumu izglasovali, je pa dokončna legalizacija konoplje tudi za osebno rabo. Hvala lepa. Ja, probajte se držati na kratko, no. 45 sekund pravi sodnica za timerjem. Ne pa ure, Miha Kordiš. Za kolege smo vprašali. Z moje strani, točka številka 1, korupcija. Korupcija je postala sistemska stvar v Sloveniji, meni je res žal, ampak tega danes noben ne rešuje. 4 mesta smo izgubili v zadnjem obdobju, smo na ravni Republike Bocvane, pa mimogrede Bocvane je dobra država, da ne bo narobe razumljeno. Torej Slovenija si zasluži več in bolje. Druga stvar, lex specialis, gre za to, da moramo sprejeti zakon, da se bodo bolnišnice upravljale boljše, kot se upravljajo. Danes govorim o javnem zdravstvu, še enkrat govorim o javnem zdravstvu in da bodo zdravniki v tem javnem zdravstvu tudi pošteno nagrajeni in ne bodo odhajali v zasebni del. In na koncu je odstop od Haga. 5% za obrambo, dragi moji. Kdo se dela norca od nas? Takoj, naslednji dan, ko pridemo v državni zbor, odstopimo tega podpisa, spojimo tega sporazuma. Tako je. Hvala. V Alternativi za Slovenijo ena od prvih zadev, s katero bi se spoprijeli, je ta koncept javnih nabav, ki ga imamo trenutno, da kot veste, recimo za zdravstvo imaš vsak zavod posebej nabavlja, ampak to ne more biti. In imaš nekatere zavode, ki lahko čisto po svoje dobivajo boljše pogoje za nabavo določenega materiala, drugi pa slabše. To se treba urediti, treba bolj centralizirati, ne prav žal. Druga zadeva, to, kar so že kolegi povedali, ja, urediti treba javno zdravstvo, treba je jasno pravila povedati, kako pa kaj. In nazadnje, cerkveni davek. Nujno treba to urediti, zato ker ne vidim razloga, zakaj bi morali mi Slovenci, vsi državljani plačati za zelo bogato organizacijo. Hvala. Hvala lepa.
Ni socialisti? Ukrep številka 1, ločitev javnega in zasebnega zdravstva. Znotraj tega prva poteza, prepoved zdravnikov dvoživk, ki namerno ustvarjajo čakalne vrste in služijo na pacientih še privat. Prioriteta številka 2, demilitarizacija za mir. Izstop iz NATO pakta je ključni cilj. Prvi ukrep je odpoved vseh orožarskih nabav, ki izsesavajo naš javni proračun in siromašijo našo socialno državo. In navsezadnje potrebujemo suvereno gospodarstvo. Začnemo tako, da si vrnemo našo novo Ljubljansko banko, tule za nami, našo ključno finančno inštitucijo. Brez tega gospodari na svojem ne bomo. Hvala, socialdemokrati. Prvi cilj naslednje vlade bi moral biti sprejem socialnega in razvojnega sporazuma v družbi do leta 2040. Ampak ne med politiko, ampak med politiko, civilno družbo, sindikati in gospodarskimi združenji in vsemi, ki želijo prispevati k izboljšanju situacije v tej državi. Rabimo jasen razvojni načrt, ki mora biti tako socialno kot razvojno naravnan. Potrebujemo sprejeti davčno prestrukturiranje. Ljudje, ki živijo od svojega dela, morajo biti razbremenjeni, znižati je treba davke za delavski in srednji razred, ter hkrati pravično, evropsko primerljivo obdavčiti premoženje. Ne moremo samo znižati davkov. In pa tretje, Slovenija mora preprečiti, da pride do kadrovske zime, ne samo v postroji kot je zdravstvo, podobno, ampak tudi v šolstvu, zato je treba nujno zagnati vse državno kampanjo, postani učitelj kot naša razvojna paradigma. Hvala lepa. Gibanje Svoboda. Najprej moramo nadaljevati z krepitvijo javnega zdravstva in narediti vse, kar nam še ni uspelo v tem mandatu in načrt tudi imamo. Poskrbeti je treba za varnost vseh prebivalk in prebivalcev v Sloveniji in vse narediti za mir. In tretja stvar, nekako moramo zajeziti to sovraštvo in sovražni govor, ki se širi med ljudmi. Jaz mislim, da to zelo zaustavlja tudi razvoj Slovenije in predvsem ni smiselno, da pustimo širitev sovraštva. Jaz iskreno upam, da bo v prvih 100 dneh sploh sestavljena vlada, pa se bomo pa naprej pogovarjali, drugače pa KPK forever, pa dodajanje pooblastil KPK-ju. Jaz bi vas za konec prosil, Jaša, da izkoristim te dve repliki, ki sta mi ostale, pa repliko na repliko. Vse vi, ki ste tukaj, bi vas prosil, da ne pozabite, da sem tako jaz kot pirati del civilne družbe in vedno bomo del civilne družbe in nikoli ne bomo politiki, tudi če pridemo v parlament. Prosil bi vas, da ne pozabite to. 92. se je del moje družine zbrisal, prosil bi, da to mojo misel ne brišete. Danes smo veliko poslušali o NATO, toliko časa ste bili na oblasti, pa niste niti referenduma uspeli zagnati. Kar se pa tiče teme duševnega zdravja, ga bom samo za konec uporabil, ker moje duševno zdravje je zelo načeto v tem trenutku, ko sedim med Levico, Svobodo in SD-jem, ki so fucking šuterjev zakon sprejeli in se pogovarjajo o človekovih pravicah in o pravni in socialni državi. Najlepša hvala, jaz grem pa zdaj med svoje pirate. Dobro, to sicer bi bilo fajn, da vseeno Radko ostaneš pač v nekem duhu civiliziranega diskurza, ampak odločitev je tvoja. Jaz bi pa predal zadnjo besedo še stranki Levica in Vesna. No, bova tudi midva, ki so še zmeraj aktivna v civilni družbi, povedala, katere 3 ukrepe sva pripravila. Prvo, tisto, kar se lahko v prvem mesecu sprejme brez pardona, je pravično dopolnilno zdravstveno zavarovanje in brezplačni vrtci. To je en mesec čisto zadosti. Drugo? Drugo je, glede na to, da nam tež onesnažuje okolje in dela veliko izgubo, sonce pa nam sije zastonj, moramo začeti takoj za pospešeno solarizacijo na način, ki bo zmanjšal položnice vsakem državljanu in predvsem dosegel ljudi na socialnem dnu. Pomeni, da bo sonce sijalo zastonj in zmanjšalo položnice ljudem na socialnem dnu. In to v soglasju z lokalnimi skupnostmi. In tretje, to je malo bolj komplicirana zadeva, takoj je treba v začetku mandata začeti postopke za socialno pravično in progresivno Socialno pravično in progresivno pokojninsko reformo. Dohodninsko reformo. Ja, zmanjkali, sorry, Levica. Davčno reformo. V redu. Hvala lepa.
En velik aplavz, prosim, za vse predstavnike strank, ki so prišli tukaj danes, ki so odgovarjali direktno, ki so povedali včasih tudi kaj, kar mogoče so vedeli, da ne bo pozitivno sprejeto, včasih pa mogoče tudi ne, ampak vsekakor resnično ena zahvala vam, da razumete pomembnost tovrstnih dogodkov in jaz mislim, da je bilo to soočenje izjemno uspešno in da ste slišali kaj tudi novega publika, se strinjate s tem? Vse odlično, zdaj pa bi Filip še nekaj rad povedal. Ja, samo da Jaša ne pozabi našteti vseh stvari, ki jih morate narediti. Jaz vas bom pa opozoril sam, da ta napis Gremo volit, ki se je ravno kar spet odpel, je tukaj samo zdaj. Tako da, če želite Instagram moment, imate zdaj priliko, ga moramo pa dol pobrati. Tako, to je samo, da se razumemo, to je za politike, ki ste prišli tukaj, da mogoče greste tja, pa kakšen fotograf gre z vami, pa se pofotkate, ostali lahko tudi pol kasneje. Med tem časom pa res pomembno, vsi, ki ste prišli sem, res vam ful hvala, vem, da ste nekateri pripotovali iz drugih koncev Slovenije, zato da ste danes z nami tukaj, da ste prišli nekateri tudi z javnim prevozom in tako naprej. Tam v zadnji imamo cirka 10.000 letakov, imamo ful značk, imamo ful nalepk, ogromen tega materiala in naša želja iskrena je, da na koncu, zdaj čez 20 minut, da nam ne bi nič ostalo tega materiala, ampak da vzamete vsaj po 20, 30, 40, 50 letakov, kolikor jih lahko razdelite in da gre to potem po vaši okolici, da zbudimo ljudi in jih opomnimo, da niso vsi isti in danes smo dokazali tukaj, da niso vsi isti, da se lahko tudi ne strinjamo, da še vedno so ogromne razlike. Tako da gremo vsi na volitve 22. marca in zagotovimo kar se da visoko udeležbo, dajmo ciljati kar na rekordno udeležbo. Tako da tam od zadnji so letaki, hvala vsem še enkrat, ker ste prišli.